Prah, hrup in prometni infarkt. Vsak dan v Sneberjah. V ljubljanskem zaselku domačini že leta bijejo bitko s težkimi tovornjaki na kmetijskih zemljiščih. A kljub več 10 000 evrov kazni, ki so jih napisali inšpektorji, kršitelji ostajajo. Kako bo ukrepal župan Janković? Tovornjaki so namreč tam tudi z dovoljenjem občine. 24 ur dejstva z Nežo Štajner. Na robu Ljubljane v Sneberjah se že več kot desetletje odvija bitka med domačini in lastniki parkirišč tovornjakov. Parkirišče je z dovoljenjem občine zraslo na kmetijskih zemljiščih, a parkirajo jih tudi tam, kjer jih ne bi smeli. Mir, ki so ga poznali domačini, je izginil. Hrup in prah sta postala vsak dan. Nekoč mirna soseska, obdana s travniki. Danes parkirišča tovornjakov, deponije in črne gradnje. Jaz tukaj živim že 15 let. Prišla sem v mirno okolico, sami travniki, mir, tišina, ptički so se tudi slišali. Zdaj zadnje 7 let pa to več ne obstaja. Več prahu, več hrupa, več prometa nam ovira, se pravi, to vsakdanje življenje tukaj. Ulica, ki je dobila ime po travnikih, je danes neprepoznavna. In kar naenkrat so se ta kmetijska zemljišča začela spreminjati v parkirišča, v deponije. Zdaj pa to res ena kaos cona. Vozila norijo po noči, ob vikendih, ob praznikih. Ta industrijska cona je naša soseda. Sedaj, to se pravi pod oknom, parkirišče velikih kamionov, piskanje 24 ur na dan. Pravila niso enaka za vse. Imamo tudi objekte, ki so namenjeni vzdrževanju vozil, ki so namenjeni pranju vozil in konec koncev se na tem območju tudi zadržujejo, se pravi, deponija nekih vozil. Objekti tukaj na teh območjih so na črno zgrajena. Ostajajo obljube župana neuresničene. In obljubljeno nam je bilo, da se bo cesta v prvi polovici leta 2025 začela obnavljati. Kaj naj bi dobili? Pločnik, kolesarsko stezo, protihrupno ograjo, javno razsvetljavo. Kar pa imamo, je pa razrita cesta, nevaren promet, razrite bankine. Cesta vprot pride drugo leto prenovo, se pravi, dobi normalno širino, vključno do naše čistilne naprave. Pločnik na tej strani, ker je naselje za travniki. Obstajajo kaskaderji, ki grejo lepo normalno, 60-70 čez grbino. Treba biti bolj pozoren. Na izvoz na cesto ne veš. Vsak dan, a te bodo sabo vzel katastrofalno. Naše kamere so v ponedeljek v nekaj urah ulovile preko 100 vozil in tovornjakov. To je 20krat več vozil. Cesta je pa taka, ki je bila včasih, sem pa bil kakšen avto. V podjetju Makše Transport odgovarjajo, da niso povzročitelj težav na tem območju, saj so njihovi tovornjaki med tednom praviloma v tujini, odpeljajo v ponedeljek in se vračajo v soboto. Na kmetijskih zemljiščih v Sneberjah vlada kaos. Kmetijska inšpekcija vodi 3 postopke. Podjetje Makše Transport in njegove avtovleke so inšpektorji obiskali že 28krat in mu naložili za skoraj 40 000 evrov kazni. Utrjen gramoz, ki služi kot parkirišče na kmetijskem zemljišču, ostaja. Drugi postopek. 15 000 evrov kazni zaradi makadamskega parkirišča. Zoper odločbo se je oseba pritožila. Poteka postopek na Ministrstvu za kmetijstvo in upravnem sodišču, so nam pojasnili iz odvetniške družbe Čeferin. Ker postopka še trajata, ne morejo komentirati. Tretji. Storitve s težko gradbeno mehanizacijo in avtoprevozništvo mesojedec Boštjan SP. Zaradi deponije mu je inšpekcija naložila za skoraj 16 000 evrov kazni. Če se štejemo, v 3 postopkih preko 70 000 evrov kazni. Pred naše kamere niso želeli stopiti. Ljubljanska občina je pred leti dovolila, da se nekatera kmetijska zemljišča spremenijo v mirujoč promet, da lahko tam parkirajo tovornjake. Z glavnim razlogom parkirišča čim bliže obvoznici. Kako župan Janković komentira kršitve? Mi smo tam bili tudi na tem področju pred 4 leti, konkretno gre za prevoznika Makšeta.
On ima del svojega mirujočega prometa urejeno, del je pa širil na kmetijska zemljišča. Naša inšpekcija si to ogledala, dala prijavo tako na kmetijsko ministrstvo kot na ministrstvo MNVP. On je pa to poveščil tam, kjer ne sme. Ali bomo pa to obdržali, bomo pa videli. Gospod Makše bo pa moral spoštovati red, ker so zraven tiste hiše, ne. Definitivno bo pogoj protihrupna ograja pa tudi urejen, tako da se ne praši, ne. Makše Transport je na parcelah namenjenih za mirujoči promet postavil 2 objekta. Nima niti gradbenega dovoljenja, potrdijo na pravni enoti, niti soglasja občine ali je gradnja skladna s prostorskimi akti. Gradnjo je že leta 2015 gradbeni inšpekciji prijavila kmetijska inšpekcija. Kmetijska inšpekcija sicer večino prijav prejme zaradi nenamenske rabe zemljišč. Lani so prejeli 589 prijav, do oktobra letos 343. Lani so inšpektorji napisali za 173 tisoč evrov kazni. Predvsem v mestnih občinah pa se srečujemo seveda tudi z nenamensko rabo teh zemljišč za razne namene, kot so parkirišča, enostavni objekti, kot so lope in podobno, nasutja raznih materialov, ki niso odpadki, nevarni odpadki in podobno. Na Ministrstvu za kmetijstvo vpliva na odločitve občin, ki imajo v rokah načrtovanje prostora, nimajo. Tukaj je pač potrebno iskati nek ravnovesje med interesi razvojnimi in seveda na drugi strani varovanju najboljših kmetijskih zemljišč. Ministrstvo občine usmerja na način, da je prostorski razvoj čim manj usmerjen na najboljša kmetijska zemljišča. Ministrstvo zahteva ustrezno molitvene ukrepe. Največkrat gre to za ali vračanje nezazidanih stavbnih zemljišč nazaj v primarno rabo ali za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč. 21. oktobra bo ljubljanska občina razgrnila spremembe občinskega prostorskega načrta. Bo zapečatila usodo domačinov in omogočila nova parkirišča tovornjakov. Več na 24ur.com.